Če slišimo njegovo ime, verjetno vsi najprej pomislimo na Beltince, prekmurske ravnice, črno kitaro in klobuke. Vlado Kreslin, ki prihodnji teden praznuje 70 let, je eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih glasbenikov. V pol stoletja dolge karieri je ustvaril številne, skoraj da ponarodele pesmi. Že več kot 30 let vsak december napolni Cankarjev dom. Kakšni pa so bili njegovi začetki? Kakšne so njegove želje? Kaj o njem pravijo tisti, ki so mu blizu? Ekipa Fokusa je Vlada Kreslina spremljala z Goričkega v Piran. Prazen dan, navaden tih, je zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, ko bi Bog še bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobene vicov več, že vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se ne bom mi razjasnil, kakor da letim, sebe sam se imeniten zdim. Ko pa prideš ti, se ne bom mi razjasnil, čez gore raven seže mi pogled, z Goričko gor v Piran. Najprej tja, kjer so njegove korenine, tudi glasbene, v Prekmurje. Dobimo se na največjem gradu v Sloveniji, na Goričkem. Jaz sem pač v bistvu odraščal v gostilni mojega deda, ker je beltinška banda igrala že od prve svetovne vojne naprej, ne. Moj oče je tako kot otrok že tam na mizi stavil in je ulici špilal, ker on bil majhen, ne. Mama je pela v folklorni skupini, mama je pela v zboru, oče je špilal v bendu. Vzmejo kitaro, črno kitaro je bilo tam in špilal na svoje šlagere, na svoje ruske romance, kovbojske komade, ne. Mama je pela Poletna noč, vse to sem jaz znal pel, veš. Gabi Novak, vse te stvari, te šlagere, krasne komade, ne. In sigurno to so te, veš, sigurno da to zaznamuje, do takrat, ko sem pa slišal tam, pa to sem odil. Že kmalu prvi bend. Najprej pri prijatelju dnevni sobi, radijski sprejemnik, 3 kitare, vklopljene v radijski sprejemnik, ki je potem, ne vem, če je še kaj gozdelal, veš. Jaz sem bil pa tisti mali bobnik, ki sem si ga sposojal od vaškega bobna. Poimenovali so se Apollo, nastali so vendar v letu, ko je človek stopil na Luno. Takrat tiste noči smo s Fočnom rekli z očetom, da bo šla gledati pristanek na Luno, ne. So vsem, ki ima televizor. Poletje je okno bilo odprto in jaz sem seveda še malo zaspal in se spomnim, da je skozi odprto okno, čez celo ulico je oca potem se zadal. Vlado, ostani, stopuje na Luno. In normalno smo bili Apollo, ne. Kreslin je tedaj celo pisal ameriški vesoljski agenciji za sponzorstvo. Mi je tovariš učitelj angleščine pomagal napisati pismo. Dear Mr. Werner von Braun, mi smo ansambel Apollo, prosim vas, če bi bili naši sponzorji. Prišel gre odgovor? Ne, pa smo se preimenovali. Vlado Kreslin je nato sodeloval v različnih skupinah. Špirit 3, Zodiak, Izvir, Horizont, Sanje, Avantura. Leta 1980 je skladbo Dan neskončnih sanj osvojil slovensko popevko. Sledilo je uporniško rockersko obdobje Martina Krpana. V
Vse do leta 1991, ko so nastopili kot predskupina Boba Dylana na bežigrajskem stadionu, nato pa pravzaprav na vrhuncu uspeha razpadli. Nastali so Mali bogovi. A ko je na Birmi Valentine Smej Novak, hčerke Krislinovega najboljšega prijatelja, filozofa, etnologa, okoljevarstvenika in novinarja Štefana Smeja Pišteka, zaigral s Kocipri, se je spletla še ena vez: Vlado Kreslin in Beltinška banda. Na eni sklopci Vlado, ki je preigraval še malo kejva, pa malo svoje. Na drugi strani pa dva mužikaša, en z violino, drug s harmoniko, Rajnerov tonek. Pa moj oče namigoval, pa dajte skrb. Pa je šlo, pa najprej so se gledali, potem pa jaz se samo spomnim Knocking on the Heaven's Door, Dylan in oni skupaj in od takrat naprej mislim, da nihče več ni pogledal nazaj. Takrat si je tisto res vidiš, da se rodi muzika, da se rodi glasba in da glasba govori čez generacije, čez jezike. Ni bilo pomembno, če oni tisto angleško, pa oni tisto prekmursko. Nekje se je tisti takt ujel in so ugotovili, da so oni vsi beltinški mužikaši. Sam, ki si začel, tja moraš priti nazaj. To je krog, želeni krog. Zdaj sem prišel nazaj in se po spet z mamo pel. Noč in ne samo to, nego sem mamo vzel Beltin, pač to ekipo beltinsko mamo, s temi gospodi, s katerimi sem pač imel srečo biti, ne. Očeta tudi, ne. Eden od ljudi, ki so močno zaznamovali življenje, tudi ustvarjanje Vlada Kreslina, je bil prav Štefan Smej. To je tisto prijateljstvo, ki ga redko kdaj lahko vidiš živo in redkim ga je dano doživeti. In jaz sem to imela priliko kot otrok opazovati, sem se veliko naučila o tem, kaj pomeni pripadnost, medsebojno zaupanje, kaj pomeni spodbujanje, skupna rast. On je pa res bil človek, ki te je inspiriral, misliš, kogarkoli. Posvetil mu je pesem Ptič. Ob osamosvojitvi države je Vlado Kreslin izdal prvi CD v samostojni Sloveniji, namesto koga roža cveti. Pesem je takoj navdihnila tudi pisatelja, pesnika, dramatika in scenarista Ferija Lainška. Sem jaz potem napisal roman Namesto koga roža cveti, ki ga je dejansko navdahnila ta pesem, oziroma ta njegova pesem je meni premaknila te otroške spomine, ki so bili pa očitno pri obeh enaki. Po tem romanu bil posnet tudi film, in je Vlado potem odigral ta osrednji lik tam na začetku tega filma. Padajo karte po mizi, mladi fantje na Soči na Diži. Je Ježkov nagrajenec, prejemnik Zlate piščali za življenjsko delo, državnega odlikovanja Reda za zasluge za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti. Zdi se mi, da ga kot ustvarjalca najboljše opiše nek simbol prekmurske gibanice, ker pri njem je vse lepo razslojeno. Na neki ravni je zagotovo rock and roll, to je tisto, kar presega, potem na neki čisto drugi ravni je ta ljudskost, ker mnoge njegove pesmi so pravzaprav ponarodele. Vmes je pa marsikaj, tudi šansonski nastavki, mnoga njegova besedila lahko stojijo kot poezija. Skratka, res je neka zelo razplastena umetniška pojava. Izdal je več pesniških zbirk, prvo leta 1991 z Zoranom Predinom. Sodelovala sta tudi pri Črni kitari, Zdravljici, Lačnih Francev. Sem vesel, da sem bil del tega novega Vladatovega začetka in da sva ostala prijatelja za vedno. Ko sta nastopala skupaj s Predinom, je Vlada Kreslina spoznala tudi bodoča soproga Eva Strmljen Kreslin, ki je tedaj organizirala mednarodno prostovoljno delo. A jaz Vladota nisem poznala, jaz sem ga punkerca v resnici, tako da ta mainstream muska ali pa ta soft muska me ni toliko zanimala takrat, Ampak ja, mislim, me je pa pač prevzel kot človek, mislim, kot moški, In to se, pravi, z leti le še povečuje. Je fajn, da sva se našla in da sva skupaj, ker ja, zelo sva različna, ampak
Preklapava se, no, kot pravijo ene pesmi, ne. Veliko tebe sem jaz, veliko mene si ti, ne. Dosti mene je ti, dosti tebe sem jaz, dosti mene še zdaj. Midva res nisva ena tistih zakoncev, ki po 30 letih grejo v restauracijo in se nimajo kaj pogovarjati in skozi sedijo za njim. Ja, sledico so pa, ne, zamenjali, ne, tako, ne. Midva res zelo veliko govoriva, zelo veliko si imava za povedati, no, mislim, zelo veliko imava za komentirati, zelo veliko imava tako da, ja, ne, pa meni se v službi smejijo, ne, zdaj te pa že 1 uro ni poklical, ne. Vlado Kreslin pogosto sodeluje s številnimi domačimi in tujimi glasbeniki. Zelo odmevno je bilo tudi sodelovanje 3 Inov ob uvrstitvi slovenske nogometne reprezentance na Evropsko prvenstvo pred skoraj četrt stoletja. Zelo spontano se je vse skupaj zgodilo in zdaj postaja spet aktualno. Ne? To je posebne vrste zgodba. Ne? Naše druženje tam je pač iz kolegov naredilo prijatelje. Njegovi tradicionalni, že več let celo 3-dnevni decembrski koncerti v Cankarjevem domu so vedno nekaj posebnega, tudi tokrat razprodani. Zakaj je tako brezčasen, je tisto vprašanje, ki se postavlja, ne? Eno je ta edinstvenost zmesi prekmurskega melosa in rockerske izkušnje Vlada Kreslina. Definitivno, tudi v glasbenem smislu je to nek unikum. Skozi to, ali pa poleg tega, pa Vlado Kreslin združuje generacije. To je nekaj, kar enostavno ne umre, česar ena generacija ne vzame in zavrže. Tudi mladi rekli, to je za ta starci, pa to neki mladi neki gasirira, ne? Ampak kar nekrat je tako. Vsi imamo Vlada svojega. Tudi vstopnice za izštekanih 10, koncert, s katerim se mu bo čez teden dni s priredbami njegovih pesmi poklonilo tucat izvajalcev, so pošle v le 8 urah. In veliko ljudi, ki je kupilo vstopnice, niti ni šlo pogledati, katerih 12 in več izvajalcev bo nastopalo in preigravalo Vlada Kreslina, ampak ja, čemo, da je izbor odličen. Vlado Kreslin je, in to smo se lahko med snemanjem na Goričkem prepričali tudi sami, človek ljudi. Zdaj te čakajo ženske skupine. In one imajo posebno željo, ko skupinsko sliko moraš stati. Ja, pa, da. Pa brez filma sliko, da se še filmi. Zdaj pa še na kamere. Štera je že tista prekrasna vez na Goričku. Nekega jutra, ko se zdani. Vlado je ostal Vlado, pravi njegova soproga. Resnično se mi zdi, da se ni nič spremenil in da ga to res nekako ne prevzame. Po koncertih v Cankarjevem domu, ki so najbolj nekako izpostavljeni, največji, najbolj glamurozni, če hočeš, ne, grejo midva zmeri potem po koncertu na burek, ne. Ta človek zdaj pred pol ure mu je ploskala tako cela Galusova dvorana, 1500 ljudi na nogah, ploska in zdaj ta človek tam v polnoči stoji v vrsti za burek, ker mi pač zelo džentelmensko vedno reče, ne, daj, bom šel jaz, ne boš ti, ne. Trubadur, poet. Velik človek, bom rekla. In se mi zdi, da vsako leto večji. Vlado je fenomen samega sebe izumil in naredil za en standard, ki ga bo zelo težko preseči. Ob njem je, pravi Eva Strmjan Kreslin, vsako veselje bolj prešerno in vsaka žalost mehkejša. Mislim, da ob njem še dolg časa ne bom sedela na kavču in štrikala. Neizmerna radost, divjost, upor, a hkrati nežnost, melanholija, kot Prekmurje. Znamo biti oboje fejst. Nismo ono, malo veselje, malo žalost, nismo oboje. Oboje fejst. Bolj podobno. Čez gore ravan seže mi pogled z Goričko goro v Piranu. Začela sva na Goričkem in če Goričko nekako simbolizira začetek tudi vaše poti, Prekmurje vašega življenja, kaj potem pomeni Piran? Piran ima morje,
Z Gorička do Pirana to je najdlje, ko potegneš črto, ne? Se pravi, če potuješ po Sloveniji in da potuješ peš 13 dni, pol moraš iti od stan do sem. Veš, tako da imaš občutek, da to nekaj traja, ne? Kaj pa si vi zdaj ob 70. rojstnem dnevu želite? Ja, moje želje so, da pač to, kar si vsi želimo, ne? Zraven ti reči, da bi še dolgo funkcioniral med prijatelji, med sorodniki, da bi me še dolgo muzika spremljala, jaz njo, da bi še večkrat stal, pa te razvodikom. Z Goričkoga! Piran! Zadovoljni, fantje? Poglejmo v nadaljevanju.